Koder hodim, vedno in povsod me spremlja mogočni šum Kolpe, ki se preliva pod Viniškim gradom čez jez, in rahlo žuborenje Dobreča, studenca skritega blizu Dragatuša, v najtišji dragi sveta. Tako se glasi vers našega velikega pesnika Otona Župančiča, ki je otroštvo preživljal v Dragatušu, kraju, kjer je pred 20 leti pričel delovati tamburaški orkester, ki s ponosom nosi ime Dobreč. Koncert, ki so ga pripravili ob jubileju, so v skladu z Župančičevim versom poimenovali Zvoki najtišje drage sveta. Tako so s spletom belokranjskih ljudskih pesmi v izvedbi razširjene sestave orkestra pod taktirko Antona Grahka, ki je bil prvih 15 let strokovni vodja Dobreča, pričeli koncert ob 20-letnici. Sedanjim mladim članom orkestra so se na odru pridružili tudi nekdanji člani, ki so nizali prve velike uspehe Dobreča. Skupaj z njimi pa so zapele tudi članice najboljše belokranjske ženske vokalne skupine Lan.
V letu 2013 je umetniško vodenje orkestra prevzel Gregor Zagorc, ki je končal Akademijo za glasbo v Novem Sadu na oddelku za kompozicijo in dirigiranje. V 20 letih je Dobreč dosegel, kar ni uspelo na področju tamburaštva še nikomur v Sloveniji. Seveda smo želeli čim več narediti, ampak da bo to vse skupaj prišlo tako daleč, si pa ne bi upal nikdar reči, res ne. Na državnih tekmovanjih 8-krat zapovrstjo proglašeni za najboljši tamburaški orkester v Sloveniji. Absolutni zmagovalci na mednarodnih festivalih in še veliko drugih nastopov in uspehov so zabeležili v 2 desetletjih. Za izjemne dosežke so jim ob jubileju podelili posebno priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Že lani pa so kot edini tamburaški orkester v zgodovini prejeli Galusovo listino za področje inštrumentalne glasbe.
Dobreč že več let dokazuje, da tamburaška glasba nima meja, da s tamburico lahko igrajo ljudsko, zabavno, filmsko in operno glasbo. Tokrat pa so premierno izvedli tudi uverturo prve tamburaške opere Ambrož in Katarina. To je ne samo prva tamburaška slovenska opera, to je tudi prva belokranjska opera in prva tamburaška opera na svetu. Nastala je pod peresom Gregorja Zagorca. Njena tematika je belokranjska, saj je pisateljica Nina Novak libreto napisala na osnovi belokranjske legende.
Uvertura prve tamburaške opere, prave ljubezenske sage, je več kot navdušila občinstvo. Upamo, da v letu 2018 oziroma v sezoni 2018-2019 bomo pa tudi premiero prve slovenske tamburaške in prve tamburaške opere videli. A to ni vse, kar v Dobreču načrtujejo za prihodnje leto. Pustite se presenetiti. Ja, mi se nikoli ne ustavimo, gremo naprej. Vsekakor pa mogoče, da nekaj izdam naslednjo leto, nas zopet čaka tekmovanje v tujini, ker upam, da se bomo zopet vrnili z zlatim priznanjem in prvim mestom. Zadnji del tokratnega jubilejnega koncerta pa so namenili zimzelenim vižam iz sveta zabavne glasbe. Ob njihovi spremljavi so zapeli dekliški pevski zbor Deorina, Tina Kocjan, Zala Smolnikar in mojster šansona Lado Leskovar. Kar nekoč sva si bila, že dolgo nisva si. Malo kdaj se srečava, noben ne zrdi. Ali res mogoče je, da v množici obraz, ki nekoč mi bil je vse, zdaj komaj še spoznam. So oči, ki so me tedaj v mislih spremljale vse dni, zgubile svoj sijaj. Ali res to je vse slepilo in prigib in ljubezni najede bilo nikoli ni. So oči, ki so me tedaj v mislih spremljale vse dni, zgubile svoj sijaj. Ta orkester je nekaj posebnega, je po končanem koncertu dejal 76-letni Lado Leskovar, ki v svoji 60 let dolgi karieri prepeval ob spremljavi mnogih orkestrov. Iskreno uživam pet s tem orkestrom in sploh pripravljam, da bom z njimi, če se bo dalo par koncertov narediti za tistih par let, ki mi je še ostalo. Sem iskreno navdušen tudi nad Gregorjem, ki zna jih držati. Mladi ljudje ga poslušajo, ubogajo in to je tak dar. Ne veste, kaj imate tukaj. Zavidam vam. Res je, zavidanja je vredno, ker je v 2 desetletjih dosegel Dobreč in kar dosega danes, ko ga sestavljajo mladi tamburaši iz vseh 3 belokranjskih občin. V bistvu je lahko reči, da je Dobreč kar svetovni prvak, da so 18 učenci v glasbeni šoli, v vsakih par let, ko ga dobijo, je to že kar, moram reči, da dobro mi uspeva. Pravi Grahek, ki v glasbeni šoli Črnomelj poučuje tamburico in skrbi za podmladek Dobreča, orkestra, v katerem je nekdaj igrala tamburico tudi Tina Kocjan. Lutnja je ubita, pogasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo uporno gre krpki vnek, v srca se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi, takrat zaihtiš in to še nisi ti. Pa te pride drobna ptica in ona sladko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je
Ob koncu 2 uri in pol trajajočega jubilejnega koncerta so se ob glasnem ploskanju občinstva še posebej zahvalili Antonu Grahku, ki je Dobreč popeljal do prvih velikih uspehov, in Gregorju Zagorcu, ki je nadgradil njegovo delo in v zadnjih letih orkester pripeljal do neverjetnih uspehov tudi na mednarodni tamburaški sceni. Tokratni tamburaški spektakel, ki ga je občinstvo pospremilo s stoječimi ovacijami, pa so sklenili z belokranjsko ljudsko pesmijo v izvedbi vseh nastopajočih.